za podporo gimnazijskem programu v Sevnici in če je, kako pol komentira izjavo gospoda Vizjaka na petkovi novinarski konferenci, ko je dejal, da v bistvu da je predlog sevniške občine oziroma sevniškega župana škodljiv za Posavje in da gre za nepremišljeno potezo sevniškega župana od Cverka. Absolutno, tudi podpora za gimnazijo v Sevnici. Zdaj, komentar, mislim, besede gospoda Vizjaka sicer ne bi komentiral. Dejstvo pa je, da je on bil v preteklem mandatu tudi sevniški poslanec in za svojim dejanji točno kaže, kako se on zavzemal tudi za Sevnica. Mogoče, če lahko dam stavek, ker to je kolega od Cerke, tukaj bolj kompetentno lahko odgovorim, ampak jaz smo se pogovarjali o tem. Gre za program gimnazije, ki je v okviru srednješolskega centra Krško. Kot vemo, sta se združila sevniški in pa krška centra, zato da se na nek način ohrani srednješolstvo v Sevnici, ki je bilo zelo ogroženo. In ko gledamo podatke, koliko srednješolcev gre osnovnošolcev gre po osnovni šoli iz našega prostora, bodi si v Celje, bodi si v Novo mesto, je to eden od ključnih odgovorov, kot smo si ga v Krškem 2001 zadali za ustanavljanje fakultet, ko smo ugotavljali, da se nam diplomanti ne vračajo v prostor. In mi, vekoliko ne ohranimo tega stika srednješolca z posavskim prostorom, je bistveno večja verjetnost, da otrok v tistih letih, ko se najbolj oblikuje, dobi neke afinitete do enega drugega okolja. In v tem delu gre za to, da je sevniška občina tista, ki je, če hočete, ali pri bolnici Brežice, ali pri srednji šoli, gimnaziji, ki je v Brežicah, najbolj na udaru, razpeta med Mirnska dolina Dolenjsko, severni del, zahodni del občine v Celje. In iz te občine gre več kot pol dijakov v druge centre. In s tem, da jaz, ko smo se o tem pogovarjala, v Krškem je vedno v srednješolskem centru na vagi ali bo en oddelek ali dva gimnazija. Plan je bil 2, letos je eden napisan. Za mene je bil eden v Krškem, eden v Sevnici. In jaz mislim, da v tem resnično ne more biti to kot škodljivosti, pa nepremišljena poteza. To, kar je treba nadgraditi in to, kar je tudi eden od naših programov, je končno spostaviti javni promet na regionalnem nivoju. Mi se vsak zase nekaj trudimo s temi lokalnimi prometi po mestu, ker vidimo, da se prijema, dobiva smisel. Država pa že 3., 4. leto, odkrat ko se zapuščajo že v ministrstvo, je bilo tik pred tem, da se bo podelile državne koncesije za linije. In v tem delu so mogoče celo Novomeščani v preteklosti pridobili sofinanciranje, Novomeščani, pač avtobusna podjetja, koncesnino in na koncu subvencijo za določene linije, ki jih je treba v posavskem prostoru vzpostaviti. In tudi tista ideja o kakšni skupni karti povezano železnico, avtobus je to. In jaz mislim, da če želimo posavski prostor ohraniti, je srednje šolstvo eno od zelo pomembnih zadev, kjer se bomo tudi pozicionirali za prihodnost. Ko dopolnim 2 podatka, iz občine Sevnica odide na šolanje praktično 95% otrok, iz Posavja v celoti, pa v druge regije več kot 1/3 otrok. Potencial srednjega šolstva v Posavju je zgolj slabi 2/3 izkoristi teh otrok oziroma izobrazi v domačem okolju. Prilivov je pa izredno malo. In v tem je vprašanje. Mi odlivamo svoje potencijale mladih ljudi v druga okolja in ne vem, zakaj gospod Vizjak tega ne razume. Gre za statistične podatke, ki so bili predstavljeni na občinskem svetu in so predstavljeni tudi v gradivu za svet regije. In verjetno bi bilo zelo koristno, če bi si jih pogledal in videl, na kakšen način se centralizacija Slovenije tudi v Posavju odvija na področju srednjega šolstva. Jaz si bi zahvalil še obema županoma, ker ste me dopolnila, to ste odgovor izčrpni. Še kdo želi samo kakšno vprašanje? Preveč smo povedali. Dobro. Hvala lepa za prisotnost. Hvala tudi kolegi iz Slovenske ljudske stranke
za vašo prisotnost in s tem tudi izraz podpore. Mi pa obljubljamo en pošten boj. Lansko leto smo, ko se je že napovedovali, da bodo volitve naslednje leto, sem eno prispodobo tudi dejal, da iz Posavja prihaja ena zelo močna osebnost, ki se intenzivno pripravlja na olimpijado in bi rad to olimpijado častno opravil. In to je Primož Kotmus. Mi smo tudi takrat rekli, da ne mislimo, da bodo 2012 leta vojno, da bi se pripravljali vojno, ampak se želimo kot dobri športniki pripravljati na športni boj. Upam, da ga bomo uspešno upravili in da bomo dobili zaupanje pri volivkah in volivcih. Hvala lepa še enkrat za prisotnost.